Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Ko je tisti čas množica videla, da tam ni ne Jezusa in ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne, odpluli v Kafarnaum in iskali Gospoda. Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli: Učitelj, kdaj si prišel sem? On jim je odgovoril in rekel: Resnično povem vam, ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte zajed, ki mine, temveč zajed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov. Tega je namreč potrdil Oče Bog. Tedaj so mu rekli: Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela? Jezus je odgovoril in jim dejal: Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal. Rekli so mu: Kakšno znamenje boš torej storil, da bomo videli in ti verjeli? Kaj boš napravil? Naši očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano, kruh iz nebes jim je dal jesti. Jezus jim je dejal: Resnično, resnično povem vam, ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje. Tedaj so mu rekli: Gospod, vselej nam daj tega kruha. Jezus jim je dejal: Jaz sem kruh življenja, kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo ne bo žejen. To je Kristusov evangelij. Slava tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre v Kristusu, drugo nedeljo zapored nas Božja beseda znova vabi premišljevanju o kruhu in s tem tudi o sveti Evharistiji. Evangelij, ki smo ga danes poslušali, je torej nadaljevanje pripovedi o čudežni pomnožitvi tega kruha. Po tem dogodku so ljudje želeli Jezusa postaviti za svojega kralja. Mislili so namreč, če bo Jezus to ponudbo sprejel, bodo sami preskrbljeni za vsakdanji kruh, kar je njihova glavna skrb. Jezusovi sodobniki so v tem podobni svojim davnim prednikom, ki jih je Mojzes po Božji roki veliko prej izpeljal iz Egipta. Prvo berilo poroča, kako so bili Izraelci v puščavi lačni. Zato so godrnjali nad Mojzesom, ki jih je izpeljal iz Egipta. Očitali so mu, zakaj raje niso ostali tam, kjer so imeli vsaj dovolj hrane, čeprav so bili sužni. Na njihovo godrnjanje je Bog odgovoril tako, da jim je začel pošiljati mano. To je čudežno hrano, kruh in z nebes, ki je padala na zemljo, tako kakor pada dež, in jim je dajala moč, da so prebrodili puščavo. Med tem dogodkom iz zgodovine Izraelcev pa do dogodka Jezusove čudežne pomnožitve kruha v puščavi je minilo približno 3000 let. In vendar sta si dogodka tako zelo podobna po njihovi vsebini. V obeh namreč srečamo ljudi, ki jih Bog čudežno nasičuje. Na eni in na drugi strani pa ne znajo biti hvaležni, temveč Bogu postavljajo celo zahteve. Hoče naj Bog hrani in tak Bog, ki čudežno nasičuje množice, popolnoma ustreza človeškim predstavam. Nič čudnega ne bi bilo danes, če bi nam Jezus delil zemeljski kruh, če bi bila cerkev brezplačna samopostrežnica, kako bi bilo to imenitno. Od onih časov, ki jih opisuje Sveto pismo, se človek ni kaj dosti spremenil tudi danes, ne na boljše. Zemeljske skrbi so za večino ljudi glavne, edine skrbi našega življenja. Toda Bog ima s čudežem drug namen, ljudem pošilja drugačno, bistveno sporočilo. Jezus namreč želi v Kafarnaumu, ko govori po čudežni pomnožitvi kruha, usmeriti razmišljanje v pravo, to je duhovno smer. Ne delajte zajed, ki mine,
temveč za jed, ki ostane za večno življenje. Pravi kruh, ki zares nahrani in oživlja človeka, je tisti, ki ga edinole lahko daje Gospod. Zemeljski kruh ne zadostuje človeškim najvišjim potrebam, kot so potrebe po smislu, po večnosti, po vsem tistem, kar je postavil Bog v naše srce. Da je to še kako res, nam dokazuje sodobna nenasitnost, v katero smo zapadli. Ta je prav v tem, da nam nikoli ni dovolj tu zemeljskih užitkov in s tem si tudi sami nakopavamo skrbi. Človek se namreč pri tem nikoli ne ustavi. Če je doživel dober dopust, se sprašuje, zakaj ne bi mogel še boljšega. Če za svoje delo dobro plačan, bi bil rad še več. Ker ne dohaja svoje nenasitnosti, toži in tarna, kako je na tem svetu slabo in težko, kako je bilo včasih čisto drugače in boljše. Koliko je zaradi tega med ljudmi nezadovoljstva, nemira, zagrenjenosti, obsojanja in godrnanja. Toda jed, ki mine, ne more zadostiti vsemu, kar človek potrebuje za njegovo resnično srečo. Človek, ki skrbi samo za jed, ki mine, ne bo nikdar zares zadovoljen, ampak mu bo v življenju vedno nekaj manjkalo, vedno bo na nečem godrnjal. Tisti pa, ki dela za jed, ki ne mine, za svojega duha in za svojo dušo, pa v moči ti jedi, ki ne mine, v moči duhovnih dobrin, postaja drugačen in s tem tudi boljši. Napreduje v hvaležnosti za to, kar ima, nikoli ni sebičen, je zadovoljen, je miren, ni nikoli zagrenjen in v nobeni stvari ne postaje nergač, saj se zaveda, da vse prejema od svojega Gospoda in potrebuje toliko, kakor tudi sam potrebuje za življenje. V takšnih držah napreduje človek, ki se hrani s tem, kar prihaja od Boga, torej z njegovo besedo, s kruhom večnega življenja. Kako žalostno je večkrat, da toliko ljudi izgublja apetit po tej hrani, to je apetit po Božji besedi, po Evharistiji in s tem tudi po duhovnih vrednotah, ki so večne in trajne. Z veseljem je samo tisti, ki je lačen, tisti, ki ima potrebo po hrani. Kdor nima apetita, pravimo, da je večkrat bolen. Normalno zdrav človek pa je tudi lačen. Normalno zdrav kristjan mora čutiti lakoto po Božji besedi, po Božjem kruhu, ki ga edini lahko nasiti. Kristjan, ki mu ni do te hrane, pa je bolnik. Kot da ne znamo več ločiti zrnja od plev, bistvenega od nebistvenega. Tako zasičeni zagledani v zemeljsko, da ni nobenega zanimanja za nebeško, ker v našem srcu večkrat ni dovolj prave in žive vere. Ko duhovnik pri darovanju polaga na oltar hostijo in vino, ki bo postala Jezusovo telo in kri, moli: Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. In prav tako podobne besede nad vinom. Človek se ne sme ustaviti pri tem, kar zadostuje telesu, ampak mora to dopolniti s hrano za dušo. Kristus množico, ki išče samo telesni kruh, opozori na drugi kruh, ki nasiti najgloblje človeško hrepenenje, ki je hrepenenje po smislu, po ljubezni in po družini. To pa nasičuje Božji kruh, ki edini prihaja iz nebes in tudi svetu daje resnično življenje. Kaže, da je Jezus Kristus tem zadev v srčiko človeškega hrepenenja, saj so ga tudi ljudje v današnjem evangeliju takoj prosili: Gospod, daj nam vselej takšnega kruha. In on jim je odgovoril: Jaz sem kruh življenja. In kdor resnično veruje in upa v Jezusa Kristusa, kdor ga tudi resnično ljubi, mu ostaja zvest. Kdor pusti, da njegov nauk hrani in preoblikuje njegovo življenje, tudi Kristusu postaja vedno bolj podoben, se spreminja vanj in postaja vedno bolj Božji, vedno bolj nesmrten. S tem pa tudi vedno bolj podoben človeku v dobrem smislu, ker lahko človeku v življenju tudi pomaga. Zato danes pri tej sveti Evharistiji
zaupno prosimo, daj nam vselej takšnega kruha, da v nas ne bi nikoli utihnila želja, da bi sledili Gospodu, da bi vedno prejemali vredno kruh večnega življenja in se z njim hranili in s tem tudi našo pot naravnavali na pot Gospoda in Boga. Amen.